Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. In je danes petek in tokrat ni bilo gosta moderatorja, ampak je bil samo Matej Regent. Samo, pač. En in edini. No. Tako da danes zjutraj smo se malo spominjali enih presežkov iz zadnje sezone, ne samo tega Milana, ampak tudi drugače. Kak sta Fras in Medvar pela Tinetu, recimo smo se spomnili, pa govorili z Niko Bratovič, ki gre z biciklom sama od Berlina do Nordkapa v enem posebnem kolesarskem izzivu. Pa še bi lahko, ne samo ne bomo, ker lahko zdaj poslušate. Tako je, zakaj bi vse povedali. Ja. Drugače pa spet, ko se naslednji slišimo, se veste, bo že konec vikenda konec. Tako da čudovit vikend želimo. Ne moremo mimo debat o fuzbalu iz večjih razlogov. Prva je ta, oziroma glavni, je ta, da ima Maribor jutri novo tekmo, prvo domačo, še enkrat žal brez gledalcev, zato pa z neposrednim prenosom tudi pri nas na Totem radiju. Ampak še vedno odmeva finale svetovnega prvenstva, ki ga je izjemno sodil naš Mariborčan Pobrežanar, ne boš ima jih huda, en od vaših. Tako je. Ja, Slavko Vinčič. Bil tudi razglašen za najboljšega sodnika na svetovnem prvenstvu, tako da vrhunsko, ampak v Argentini se pa ne predajo. Si jo to, Matej? Ja, sem videl, ne znajo sprejeti poraza. Očitno ne. Peticijo podpisujejo, da bi morali finale ponovno odigrati, zato ker Vinčič kao ni sodil prav. Mislim, res hecno, ali je že kdaj kakšna od teh peticij uspela? Ne. Zakaj? Ampak glej, mi na drugem koncu sveta se menimo o tem. Ja, to pa je res. Ampak kakorkoli obrneš, FIFA trdno in čvrsto stoji za najboljšim sodnikom na zadnjem svetovnem prvenstvu, ki je ta naslov dobil upravičeno. Vsekakor. In vrhunsko odsodil. Kaj pa so bili tak podivjani? Še premalo rdečih jim je dal. Ja, res je. Povej. Premalo. Ja. Tako da, jaz ne vem, če je kakšna stvar, dobro je, ampak ta je res pri dnu, če kaj teže prenašam, kot so slabi poraženci. Ja, res je, mislim, statistiko svojo naj si pogledajo, pa jim bo verjetno jasno, zakaj je tak. Mislim, pa zgubo si kaj zdaj. Ja. Če ti ne paše, pa se ne ukvarjaš športom, ne? Idi na ziher, brat knjige. Danes je 24. julij in kaj imamo tu? Imam za vaju za eno zgodbo iz vodnjaka. Zgodba iz vodnjaka? Se sliši spektakularno. In danes bomo šli malo tudi skozi nekaj naših presežkov v zadnji sezoni, torej od 1. septembra 2025 do konca junija, ker poletje je čas, ko malo vrtimo čas nazaj, tako da imam enih par, teh se to ven potegnil, pa sem poslušal, da si mislil, o moj bog, kako smo delali. Ne glih tak, no. O moj bog. Jutri drugi krog prve lige Telemach tudi za naše nogometaše, za nogometaše kluba, ki mu rečemo Maribor šampion. Veš, počasi je malo je trajalo, ampak smo spravili tako daleč. Lepo. To je ta naš lepi pozdrav, v bistvu ne samo nogometni, ampak tudi širše zajame v bistvu celo bistvo nas tukaj. Ja, sicer žal tekma še enkrat več brez obiskovalcev na tribunah, kazen je pač treba odslužiti, tako da žal nimamo prostih vstopnic, tudi vijoličnih tamalih ni, dokler ne bo domačih tekem, ampak tudi v tej novi sezoni bomo za vse to poskrbeli pri nas na Totem radiju. Tekma, ki bo morda prinesla tudi že povratek v prvo 11-terico. Luka Zahovič je prišel nazaj, to je bila glavna novica v tem tednu in morda bo že jutri zaigral 199. tekmo v dresu Maribora.
Pa kar ne. In Luka je seveda iz Kluža prišel v polni pripravljenosti. In če kaj je težava pri doseganju zadetkov, to smo videli v tekmi prvega kroga proti Aluminiju, ki se je končala z 0-0. In to bo. Jan Mlakar naj bi že bil na klopi, morda celo Karničnik, s tem, da za Jana Mlakarja pravijo, da bi morda celo že lahko zaigral tudi. In spomnim se, kako sta super delovala pred leti skupaj v dresu Maribora, že Jan Mlakar in Luka Zahovič, zdaj sta oba nekoliko starejša, bolj izkušena, tako da to... Jaz sem kar znemirjen, moram reči. Luka je menda sodeloval kar pri 100 golih, se ne motim. Dobro, ne? Ja, tako da pač ni treba debatirati ali je ali ni, ker je to dokazal v dresu Maribora že ničkolikokrat. Tako da jutri zvečer v Ljudskem vrtu, ker seveda žal ne morete na tribune, neposredni prenos bomo imeli tudi pri nas na Totem Radiu, tako da se bomo slišali jutri zvečer z Ljudskega vrta, ne? Ja. To ni zdaj to, da vam ribamo, kao jaz bom, vi pa ne, ampak gre za to, da pač bomo pač skupaj navijali na malo drugačen način. Maribor! Šampion! Danes zjutraj sem obljubil zgodbo iz Vodnjaka. Oziroma, to je zgodba, ki jo lahko imenujemo tudi sreča v nesreči, oziroma ni vse samo slabo, kar je slabo. Okay. Zgodilo se je sicer v Nemčiji, pa nima veze, na vasi, pač bil je en vodnjak. Tebi to? Hvala, ne, nisem bil jaz in hvala Bogu, ko boš slišala zgodbo. Vodnjak in pač na robu vodnjaka, dva sedita, se menita, plavšata, ne vem, karkoli že. Veš, kaj pomeni, da plavšata? Ne, to je taki stari slovenski izraz, veš, ko je pač mlada ljubezen v nastajanju. Aha, ko pač ko se on laže, pa... Ko je še lepo vse. Ta faza, pač ne, plavšanje. No in sedita in se menita in njemu pade telefon v vodnjak. Nekaj je kazal, verjetno pač svoje slike se lagal in mu pade telefon v vodnjak. Hecno, ne, samo je pač dosta prirejenih resnic v tej fazi. Ema, se strinjaš? Ja. Je, ne? Ja. No, tako. Ali pa zamočanih. No in ne, to pa ne, novi iPhone, kaj si hecen? Še iPhone, ja, v vodnjak ni šanse. To jaz ne bom, ker grem jaz not po njega. In je šel v črno brezno. In je plezal noter v vodnjak in se v vodnjaku tudi zataknil. Ok. Je to tako veliki fan? Ja, pazi. Taki veliki fan. Ne, pač očitno je nekaj bilo, da se je zataknil, kaj te jaz vem, pač zataknil se je. Ona ni imela telefona, da bi poklicala pomoč, zato je hitro stekla iskat, ampak med tem, ko je on bil zataknjen noter in je vedel, kaj bi in se je drl in noben ni čul, je uspel nekako se stegniti do svojega telefona in ker je iPhone je imel signal in je lahko poklical na pomoč. Zmaga. Sreča v nesreči, oziroma ni vse slabo, vedno samo slabo. A to ni bila voda dol? Pa mogoče, ja, očitno ne, kaj pa jaz vem, suhi vodnjak. Malo več informacij. Joj, ni bilo to bistveno. Tako da ja, v vsakem primeru pazite, če kam plazite not, ne. Da se ne zatakne. Ja, pa tudi, vse veš, kaj te telefon se ne stane toliko. Poletje se spominjamo najboljših zgodb Totega Milana iz zadnje sezone in danes, 10 minut pred 10, ta ne vem, če sta vedela, ampak je v Mariboru tudi društvo previdnih. Ne veš, ne? No, tam je takrat bil Milan. Pa, predsednik, kaj je? Začelo se je, kak je pa minus 18 v uni. To pa ne drži, -1, -2 je ta trenutek. Ja, lega, to je en od butlov, ne? Kaj si pa veš, kak je mrzlo? Minče sploh ne čutim, tak trdo imam, kot da bi jetra na led dal. Dobro, v redu, ja, začelo se je, sigurno, ne? Pa ni tako hudo.
je hudo, zdaj pač ta uvod in hudo bo. Ja, minus 13 je napovedano. Lažejo, vedno moraš obrniti cifre. Minus 30, 31 do 33 bo celo. Kako še je delovalo društvo Previdni? Petek je skoraj nemogoče vprašanje. Danes pa bo, vidim. Danes tekmujeta Ema in Matej, jasno da. Tudi danes velja, da je vprašanje iz ene statistike za Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes seveda velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora. Ali pač. Hvala, Ema. Ja, regent. Ja. Ok, pazita. V tej študiji so ugotovili, tema je poletje, mimo grede. Okay. Plaža, sonce, poznamo, ne? Fancy. Zdaj fancy ali ne fancy, pač kako mu paše. 45% ljudi v tej študiji, to se pravi praktično polovica, je reklo, da si v torbo za na plažo vedno spakirajo ta točno določen predmet, čeprav ga v celotnem dnevu na plaži uporabijo v manj kot 5% primerov, torej ga praktično ne uporabijo. Krtačo za lase. Krtačo za lase. No, knjiga, ne. Kakšne posodice za hrano? Posodice za hrano, kaj? Časopis. Kulice. Posodice za hrano. Ja, mogoče nekdo ima plan jesti, pa ne je. Dobro, kulica mogoče je del tega, ja, ampak ni kulica bila mišljena v... Tablete. Tablete? Kremo. Kulica z tableto. Klobuk. Ne, zakaj bi si ga spakiral? Klobuk si daš na glavo, ne? Slaba polovica to spakira sabo za na plažo, ampak tega pol absolutno ne uporabijo oziroma ne vzamejo v roke. Žvečilni gumi. Za potapljanje, nekaj? Ne. Slaba polovica. Denarnica. Ne, a to se kar uporablja. uporablja. Za telefon. Ne, kam ga boš te? Je vse za to? Za vsak primer, ne. Ogledalo. Ok, ne. Ogledalo. Mislim, bila sta že malo blizu, bila sta že v nekaterih poskusih sta bila že skoraj da vroče. Kako križanko? Kaj boš povedal? Križanko ali sudoku, ja pa Enica. Letno veselje. Dobro, zakaj, ker dobro ve, da ona tudi to naredi, ne? Jaz pa rešujem. Ja dobro, ampak ti si pač voni drugi polovici. Slaba polovica pa jih to spakira, pa nikoli ne vzame ven. Si v tej skupini ima? Ne, ker sploh ne nosim to zraven. Ok. Dobro. Lej, pošteno. Tako da ja, čestitke. Ja, hvala. To pa gladka zmaga, pa je takoj lepši petek, ne? Gremo. Daj dalje, ne daj še, daj mi gre. Ja, kaj češ, Matej, tako je življenje. Jaz bom kot Argentinci, peticija. Poleti se malo spominjamo dosežkov zadnje sezone in kot sem danes zjutraj napovedal, ko sem šel malo skozi te posnetke, sem mislil, o moj bog, kako smo mi sploh prišli do sem. Ja, nekako smo prerinili, ne? In bilo je nekaj res vrhunskih. Recimo v februarju je vsako leto v sosednjem Gracu erotični sejem, oziroma erotik mese. In vsako leto Fras in Medvar naredita v napoved, ker vedno si zrihtata proste vstopnice in jih delita in potem vedno pripravita eno tako prav posebno napoved. Pa se mi zdi, da je prav, čeprav je zdaj julij, ampak da se spomnimo, kako sta ona dva takrat v februarju vabila na ta erotični sejem. Es ist wieder Zeit für Sie zum Relaxieren. Unter Schwanzen und Muschen schauen. Es ist Zeit für Sie zum wieder ins Graz kommen und Titten sehen und vielleicht schlatten. Der österreichische Graz
willkommst Sie. Dieses Jahr würde es mehr heiß, Mehr lang, mehr erotisch, mehr tief, mehr diskret, mehr Stickeln und mehr Muskulatur. mehr Standen, Mehr Optionen für plastische Schwanzmuschi und T-Shirt kaufen. Willst du dieses Mal mit uns klepinen, Geiben, pürchen, hobeln, bassen bohreven. und raschen? Oder willst du noch ein Jahr zu Hause allein schleifen? Kommt, Kommt mit uns zum der Rotes Land des Erotik. Erotikmesse Graz 2026. Kostenlösige Karten nur für Sie. Heute Fraß in Mittwochshow an dieses Radio. Ja, to je bilo v februarju. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kaj je rengen? Nič. Nič, gledaj. Kako je veseli. Ja, Tineta sem vedno vesel. Tine, malo manj njega, ampak pustimo. Ampak dobro, ne bo zdaj. Ja. Kaj si nam pripravil na ta petek 24. Zanimivost. Beži. Beži. In sicer to je enih par podatkov, kaj se bo v naslednjih 60 sekundah na Zemlji vse zgodilo. To je tako, zdaj pač ni za točno, ne recimo, da nekem poprečju. Približno. Da ne bi kdo računal, pa ne prišlo do eksplozije, to je minuta, ima. Že tako, če Hvala. 60. da to celi dan ne ni. Ja. V naslednji minuti bo po svetu dostavljenih približno 1500 Amazonovih paketov. Meni se to zdi kar malo. Za celi svet pa minuto. Ja. Minute, zdaj jih je že recimo 750. Pa ni več tako malo, ne? Ja. Okay. Recimo približno 25 na sekundo. 90,000 burgerjev bo McDonald's prodal. V minuti samo. Jaj. Dobro. Okoli 500,000 Google searchov. To je še kar malo. Ja. V eni minuti, kaj ta zvem, če je malo. Približno 6 milijonov e-mailov bo poslanih. Da se mi to pač menimo. Ja. Si predstavljaj, če bi to morala biti prava pošta, kak bi Joža leto. Približno 700,000 ur YouTubea bo pogledanih. Koj si nor. Okrog 250 dojenčkov se bo rodilo, več kot 100 jih bo tudi umrlo, zemljanov. Smisel, da Nehaj. Ja, če se tako gre. 108 milijonov srčnih utripov Bo. v minuti. Pa recimo 16,000 ton vode bo prek niagarskih slapov steklo. Slapovov. Pa en mogoče v sodu. Niagarskih slapovih menimo. Mislim, to mi je vedno bilo tako. Zakaj greš v sod pa? Zakaj? Res za vraga, zakaj? Ja, zato da lahko reče, gled, oni pa je šel, pa pač. Oni pa je soda. Kaj je tu preživel kdo? Oni pa je soda, se je tu večkrat reklo, veš. Preživel kdo? Ja, pojma nisem tak, ampak vem, da se je kar nekaj. Preživeli? Ja. Sodom pa niagarski, pa kaj je to veliko. Ti si bil tam? Jaz sem bil, ja. Ni tako malo, ne? Ne, ampak naj samo povem, da če slučajno ima kdo željo videti niagarske slapove, ne si misli, da je to sredi, to je bilo za mene največje razočaranje, ne si misli, da je to sredi neokrnjene narave, ker je mesto tam, ki je zraven slapov, v bistvu mini Las Vegas.
To je isto, kot da bi, ne vem, na pobrežju bili ful. Poleti, ne, v eno. Dobro, temu je še v tem posnetku ratalo, kolikokrat pa ne rata, pa samo sebe nažgeš. Ko so ti komarčki, a ne? Tako. Jih je kar nekaj. In zdaj, seveda so tavšnti ena metoda je, kako se temu izogneš, ker poleti je fajn zunaj sedeti, samo malo manj fajn pa je, ko v eno moraš, ne? Tečno, ne? Sploh po noči. No in če ste zunaj, seveda te sveče, pa špricaš se, pa imaš nasajene vse rastline, ki pač so naj bi delovale, no in odganjale komarje, ampak ena stvar pa še, in to je mogoče za sprobati, če imate recimo zunaj normalne bele žarnice, jih zamenjajte z rumenimi ali pa s toplo belimi, ker insektov ne privlači sama svetloba, ampak ultravijolična svetloba in rumenkasta svetloba je za njih skoraj nevidna. A res? Ja. Pa ne navohajo pol kri. Ja, zato pa imajo rilček, ne? Ampak vse ima oddaleč, verjetno ne vohajo tako dobro, Okay, ne? In tudi jih privabi luč, razumeš? Ok. Kar. Mislim, menda, da je tako da mogoče pač je za probati, jaz tudi ne vem, ampak kot se rekel, pač predlagam, da probate, mogoče pa bo delovalo in bo boljše in lažje in bolj znosno. Poleti se spominjamo malo presežkov ali pa podsežkov, kakorkoli že zadnje sezone, tudi pri nas na tem radiju in na prelomu iz februarja v marec smo slavili. Takrat je naš Tine obrnil nov list, stopil v novo dekado, ne, postal Tine Abraham Križanič takrat in najbolj od vsega sta presenetila Fras in Medvar, ki sta zapela in to v živo Tinetov največji hit od tega reporterja Milana, no, ki ga poje Tine. 3 dni smo pili in ko smo se pogovarjali, če bi to naredili, ja, pa se ti boš pilo, v smislu, ok, s strahom, za vsak primer sem bil pripravljen, da bi tudi linijo špilal na klavir, ne samo spremljave, ampak Fras in Medvar sta takrat navdušila. Jaz mislim, da se premalokrat spomnimo, premalokrat se pohvalimo, kako izvrstna pevca sta Fras in Medvar ob vseh svojih preostalih 3 talentih, ki jih imata. Moramo vedeti, Fras je svoj čas bil tudi pevec v death metal zasedbi Frame in zato je s to nežno čutnostjo v glasu še toliko bolj takrat presenetil. Okay. Spomnimo se, kako sta Fras in Medvar v živo pela in čestitala Tinetu na prelomu iz februarja v marec 2026. Moraš vedeti samo, da če fušava je to tebi na čast, ker drugače bi v nulo bilo. Ja. Aha, ker jaz pač fušam, te pa, ok, razumem. Draga, glej, zdaj je kar je. Jaz te lepo prosim, daj ne deri se. Dobro vem, da kriv sem sam, ti pa dobro veš, da tebe rad imam. Zabi zdaj, obleči se, grema v Evropar, kjer kupil ti bom vse. Tud pri perilu ob tebi bom stal, regres ti bom celi dal. Tud pri perilu ob tebi bom stal, regres ti bom celi dal.
nas niti stankom, vsi so se drli na zdravje ves čas, noben pa ne more spiti toliko kot jaz. 3 dni sem tam bil, a mislil na tebe. 5-krat sem rekel, grem, ko vas jebe. Vsi so se drli na zdravje ves čas, noben pa ne more spiti toliko kot jaz. Vse najboljše ti. Kako sta to? Ubrano, pa celo v harmoniji na koncu. Ja, zelo lepo. Odlično, to je bilo. Malo se pač spominjamo čez poletje in še se bomo tudi v prihodnjih dneh. Zdaj pa informacija, da si lahko malo splanirate prihodnji teden, sploh za svoje najmlajše. Vemo, tudi letos med počitnicami, kot že 70 let pri naši Zvezi prijateljev mladine skrbijo za naše najmlajše zanimivimi programi. Vse informacije najdete na njihovi spletni strani in tam lahko svoje otroke tudi prijavite. Ampak Sara Jerman Kolar, oziroma popularno Sarma, kot je pač sem jaz nekoč preimenoval, kaj planiramo za prihodnji teden? Skozi igro in zabavne izzive se bomo naučili osnov prve pomoči ter spoznali, kako pomagati ob nezgodah. Pridružite se nam v mestnem parku med 9 in 13 uro na delavnici prve pomoči. Vsi ostali, ki pa vas zanimajo cunjarije, bo cel teden potekala tematska delavnica, kjer bomo iz odpadnega blaga, gumbov in volne s pomočjo domišljije ustvarjali unikatne punčke iz cunj, jim dodali oblekice in dodatke. Za vse ostale pa seveda so vrata doma odprta vsak dan med 8 in 16 uro, zato vabljeni, da dan preživite z nami. Absolutno, ne samo dan, dneve in še enkrat, kot sem dejal, vse informacije na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Obstajajo ekstremisti in ekstremistke in obstajajo ultra ekstremisti in ekstremistke. Zdaj seveda ne govorim, bog ne daj, v kakem političnem ali drugačnem smislu, čisto športnem. In en kup takih je tudi v našem mestu. Definitivno je med njimi Nika Bratovič, ki bo edina Slovenka letos, pazi Mariborčanka, in edina Slovenka, ki gre na ultra dolgo kolesarsko avanturo, ko bo šla totalno sama, brez vsake spremljevalne ekipe, od Berlina do Nordkapa, ki je kar severno. Kako dobro. Ja, tekmovanje se imenuje Nordcape 4000 in seveda smo morali Niko povabiti k nam na Toti radio, da se pomenimo malo, da vidimo, ne, koliko je to, tako tudi drugače diht, ne, to se opravičujem, ampak ne, to je samo zavist, ker sam nikoli ne bi bil toliko pogumen, in pa občudovanje, da nekdo dejansko gre na kaj takega. In že naslednji četrtek Nika potuje. Nika, daj povej prosim, zakaj si se sploh odločila za tak in tako ekstremen podvig? Smešno se bo slišalo, ampak jaz grem na Nordkap zato, da se ustavim. Čeprav bom kolesarila 200 km na dan, ampak se mi zdi, da se lahko veliko ljudi poistoveti s tem, da imamo vsak dan res prenatrpan izzivov, odgovornosti, neke rutine. Za mene je nekako to smešno, ampak jaz se grem poglobiti res vase in samostojno opraviti neko zahtevnejšo pot. Wow. Ja, časa bo za to dovolj, ne? Pa koncentracije, verjetno tudi, upam, samo se ne bo še rabila poglabljati dosti v popravljanje bicikla, ker vseeno gre brez spremljevalne skupine. Nika, in povej, kako si najpravzaprav predstavljamo ta izziv oziroma tekmovanje imenovano Nordcape 4000? Edino stvar, ki ti jo oni dajo, je neka časovnica, ko ti priporočajo, da zaključi. Ne smeš biti prehiter,
ne smeš pa tudi ne biti prepočasen. In druga stvar je navigacija oziroma sama pot, ki je jasno začrtana, kjer moraš ti kolesariti. Vse ostalo pa zato rečejo, da je samostojna pot, se pravi vso prtljago, vsa oblačila, orodje, prehrano, vse moraš nositi na kolesu ali pa na sebi in potem za prenočišča čisto odvisno od osebe, se pravi, če bo kempiral, si potem mora nositi še šotor. Jaz sem se odločila vseeno raje za apartmaje, bivake in tako naprej, ker mi res ogromno pomeni spanec. Ja, absolutno in tudi boljše je, ne? Da lahko lepo, zdaj pa še ti šotoriš nekje, kaj te vem, na Danskem, v divjini. Pa se kvadratno zgodiš, pa spet 200 km. Joj, ne. Ok, Nika, povej, česa se pred štartom tega izziva najbolj bojiš? Zagotovo kakršnakoli težava s kolesom. To je moj najboljši partner v tem podvigu in res se zanašam na kolo že zadnja 3-4 leta, da ni pacev, da ni okvar, ki jih ne znam popraviti, tako da strah bi me bilo, da ostanem nekje na Švedskem ali pa Norveškem, kjer ni servisa, potem pa moram jaz zapraviti na 4 ure, da skapiram, kak je treba kaj popraviti. Tako da upam, da če bo kaj, da se bo dalo rešiti z 10 ključom, šraufencigrom pa gumilezungo, ne? Nika, povej, kje te bomo lahko spremljali v tvojem podvigu in te spodbujali, ti kaj lepega napisali? Kar nekaj ljudi me pozna po mojih belih nogavicah. Z tega izvira moj nickname na Instagramu in socialnih omrežij, to je White Sox Nika, ker sem že začela objavljati neke dnevnike pred potjo, zagotovo pa se bom oglasila vsak dan, če ne vam, v bistvu moji mami, in bom poročala s poti, kaj se mi dogaja, kje sem, objavila pa bom tudi to povezavo, kjer bo na zemljevidu razvidno, kje sem jaz in kje so drugi tekmovalci in udeleženci. Ok, Nika, torej vso srečo ti želimo, predvsem varno pri kolesarju od Berlina do Nordkapa, naj bo to res ena vrhunska pustolovščina in ja, najbolj pomembno, varno in zdrava se vrni nazaj v naš Maribor. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.